Hvala lepa. V imenu organizacijskega in programskega odbora sem dobil to čas, da vas ob zaključku nagovorim. Torej, za nami je 6. posvetovanje o 3. razvojni osi. Ko smo leta 2006 organizirali prvo posvetovanje, si nismo nikoli mislili, da bo organizirali 6. Sigurno pa sem, da bo verjetno potrebno še kakšno prednjo bo do realizacije prišlo, se pravi, mi smo ustrajni. Če smo na zadnjem posvetovanju na Prevaljah bili nekako zelo skeptični, govorili smo o 10 izgubljenih letih, smo lahko se prepričali, da je bilo temu dejansko res tako. Tisti trenutki so nekako obletali, bili smo negatovi, pravi sama plina gradništvo bila izjemno slaba, ampak bili smo ustrajni. Tudi za vašo pomočjo, oziroma z vašo udeležbo, ko ste se redno udeleževali teh posvetov in v ta projekt verjeli, lahko rečem, da smo pričakali lepše, bolj optimistične čase v letu 2018 in ta naslov, ali gre sedaj za res, lahko rečemo, da so se stvari začele res premikati. Vidimo, da tudi na semaforju, ki ga ima civilna iniciativa Hočemo cesto, se nekako premika iz rdečega promena, nekaj tudi že v zeleno in mislim, da moramo vsi skupaj na tem stojati. Seveda bi se ob tej priliki rad zahvalil avtorjem, ki so pripravili izjemno zanimive in kakovostne prispevke. Mislim, da je bilo kaj slišati danes. Vidimo, da so tudi razmere v sami stroki postali veliko bolj stabilne, da smo lahko začeli spet bolj plansko delati. Če nas še do preteklih letih krize premetala lahko na razburkanem morju, ko smo bili res negotovi, lahko rečemo, lahko se zdaj pa nekaj bolj pričakujemo vgesno prihodnjem času. Seveda, glede na to, kar je bilo v prvem prispevku povedano, se pravi vpliv politike na infrastrukturo, si vsi skupaj želimo, da bi bil ta čim manjši, da tega premetavanja, tega razburkanega morja, ki ga na koncu povzroča politika, bi bilo čim manj, da bi lahko stroka tako plansko in domiro načrtovala. To razburkano morje ni samo, navzdolj, včasih se zgodi, da politika svoje stališča, to smo lahko videli v tem mandatu vlade, oziroma tega ministra, zasuka svoje stališča za 180 stopinj, se pravi, pred nastopom ministra je bilo rečeno, 3. osi ne potrebujemo, avtoceste Draženci Gruško ne potrebujemo, drugega tira ne potrebujemo. Kaj je ta vlada naredila kasneje? Svoje stališče spremenila za 180 stopinj in seveda za svojim aktivnosti, kar smo lahko veseli, povzročila nekako bistveno prebujanje gradbeništva, celo v nekako drugo skrajnost, zato govorimo o razburkanem morju. Vsi skupaj bi se želeli, da bi bilo to en takšen, enem lepem poletju, en lepo svežejoč majstral, ne pa da nas premetava v tudi burji ali pa jugo. No, vsekako lahko zaključim to, mogoče zaključno misel tega posvetovanja, da vseeno zremo optimistično na ta projekt in upamo le, da ta projekt ne bo ponovno politično zlorabljen že v tej politični kampanji ali pri nastopu nove vlade. Ob tej priliki bi se seveda rad zahvalil vsem avtorjem, ki so omogočili in prispevali res kvalitetne prispevke, seveda tudi vam obiskovalcem, ki ste se tako množično udeležili, letos tudi zelo izdatno sponzorjem, kar je zelo dober znak obujanja gradbeništva, se pravi tudi nekega optimizma in pa seveda izjemnemu Slavku Pogovniku. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Medved. Zadnje minute si ne pustimo vzeti. Poglejte, z vsem spoštovanjem do etapnosti in faznosti najrazlične gradnje, ampak v tem času, odkar to cesto gradimo in preden jo bomo zgradili, bo po nepotrebnem ali prej umrlo 1000 ljudi, zato ker pač do obeh UKC-jev potrebujemo, kolikor potrebujemo. Približno 10 000 mladih se nikoli ne bo vrnilo iz univerzitetnih centrov in potem morebiti cesta res ne bomo več potrebovali. Dejstvo je, da se izgubljenega časa ne da nadoknaditi, koristno se da pa znabiti tistega, ki je pred nami. Politično pač tehtamo, kolikor tehtamo, 80 000 nas še živi na tem območju.
Zato gospodje in gospe, seveda vsi, ki nam pomagate olajšati naše življenje z vašimi prizadevanji, za spodobno cesto, ki jo bomo tako ali tako dobili 20 let kasneje, kot so jo dobili vsi ostali po Sloveniji. Hvala lepa. Hvala lepa za udeležbo danes, hvala lepa za povedano, hvala lepa, da ste slišali in da si boste del slišanega zapomnili. Hvala lepa.